Dober dan vsem skupaj. Jaz bi prosil, da izklopite mikrofone. Tisti, ki pač znate, drugi pa pač pol mogoče malo, bi rekel, tiše dihajte. Se to ni nevarno. Sicer nam bo o tem kaj povedala naša gostja, gospa Nada Wolf, ki je upokojena višja medicinska sestra. Pravzaprav gre za eno tako osebo, ki je, bom rekel, ki deluje v ozadju, a ne. Ne izpostavlja se, ker ko sem iskal novice o njej oziroma karkoli po internetu, ne, pravzaprav kaj dosti nisem našel, tako da upam, da bomo tekom današnjega pogovora izvedeli tudi kaj o njej, ne. Edino, kaj sem našel, da hodi tole vadba na prostem, da je dobila neko priznanje, a ne. So dobili, zdaj to je neka 1000 gibov, in da je redna predavateljica o današnji temi, a ne, to se pravi o poslavljanju, žalovanju, o upanju in življenju. Se pravi, dober dan, gospa Nada. Evo, zdaj vam dam besedo. Dober dan in dobro jutro. Malo sem se ustrašila, ker ste rekli, da sem iz ozadja. Nisem teta iz ozadja. Res pa je, da sem v pokoju in da najbrž, če niste iskali ravno pod hospic, najbrž niste kaj našli, ampak res je, že 6 let sem že, odkar sem upokojena, prej pa sem 18 let bila kot redno zaposlena v okviru Slovenskega društva Hospic v območni enoti Maribor. Najbrž dobro poznate Hospic, Slovensko društvo Hospic, ki je društvo, ki ga je začela naša učiteljica, ki se bo zdaj tudi oziroma čez nekaj časa k nam pridružila, gospa Metka Keleverišar, in njena učenka sem pravzaprav tudi jaz, in ona je tudi malo kriva, da sem se jaz odločila iz ambulantnega dela medicinske sestre iti na teren in se odločiti za delo z težko bolnimi in umirajočimi. Zdaj je moje predavateljstvo že malo odmaknjeno, ker pač so drugi, ki so aktivni in pač to delajo, ampak vendarle sem vedno vesela, kadar me kdo pokliče, in sem vesela, da sem v vaši družbi ob kavici, ker se mi zdi, da res tako ob kavici so lahko, ko je družba, so lahko malo težje teme in tudi lahkotne. In tako tudi bi rada danes vas povabila, da spregovorimo o življenju, o tistem delu življenja, ko dostikrat raje zamolčimo, ko pridejo stiske, ko pride bolezen, ko moramo stvari izpuščati, ko se pripravljamo oziroma ko razmišljamo tudi o tej minljivosti, o tem, ki nas pravzaprav vse čaka enkrat, konec življenja, konec našega bivanja tukaj na zemlji. In se mi zdi, da veliko je strahov okrog tega, pravzaprav se tudi zaradi tega je ta filozofija hospica začela vedno bolj uveljavljati, da se nekako tresemo tega strahu. Strah nas bo vedno, ampak manj strah nas je lahko takrat, kadar nekako si upamo govoriti, podelimo svoje izkušnje. In se mi zdi, sama sem tudi se veliko naučila od ljudi, ki so se poslavljali, in se mi zdi, ta minljivost je ravno zato, ker vemo, da enkrat zaključimo, je važen današnji dan, današnji trenutek. In zato bi res povabila, da govorimo o življenju, da o vseh nivojih ali vseh aspektih življenja, in da nekako podelimo svoje izkušnje in da ohrabrimo drug drugega, da sprejmemo take, kot smo, a ne, ker ko zaključujemo življenje, dostikrat vidim, da nekako se našo preteklost, ki smo jo doživeli, tudi ob zaključku zelo pokaže, zato je zelo pomembno, da vedno mislimo,
sicer na konec, ne stalno, da bi se neprestano govorili o tem, to nas bi preveč potrlo, ampak vendarle, da si upamo spregovoriti, da delimo med sabo in da skušamo nekako res pogledati življenje, ki ima veliko aspektov, veliko plati. No, super. Včeraj, ko so se pogovarjala, sem rekel, hospic se ukvarja z paliativo, pa ste mi rekli, ne, ni samo to, in potem sem včeraj, se pravi to, človek se uči vse življenje, in sem potem včeraj zvečer res malo gledal in sem ugotovil, da pravzaprav je ta hospic je res ena taka široka organizacija, tukaj sem si recimo najdel en citat od Gržana na vaši strani, ki pravi, zato je tako pomembno, da so ustanove, na katere se lahko obrneš. Če veš, da bolnik potrebuje lajšanje bolečin, pokliče zdravnika. Če potrebuje duhovno skrbo, pokličeš duhovnika. Če pa veš, da rabiš nekoga, ki ti bo pomagal, da zdržiš to pot, lahko pokličeš Slovensko društvo Hospic. A kaj se reče, hospic ali hospic? Hospic. Hospic, v redu. Sicer kakorkoli ni tako pomembno, ampak najpogosteje tako. Pomembna je vsebina. Tako, to pa zelo. Tako kot tudi pri človeku je pomembna vsebina, ne pa tako ime, čeprav pravijo nomen est omen, ampak... Tako da, in zdaj tukaj imate tudi recimo tale geslo, hospic je opora, sočutje, povezanost, dom, srčnost, sprejemanje, glas, prisotnost. Mislim, to je pravzaprav vse, kar človek potrebuje v življenju. Tako, ves čas, ne samo na koncu, to ves čas potrebujemo. In zato je ta filozofija hospica, da dodamo življenje letom, da ne podaljšujemo za vsako ceno življenja in da nekako vidimo tisto, kaj je smiselno, kaj takrat, ko se poslavljamo, ko mogoče druge stvari nekako, ko smo lahko manj aktivni, ko res rabimo samo to bližino nekoga, ko rabimo lajšanje, ko rabimo uho, ki nas posluša, da lahko spregovorimo, da lahko tudi uredimo marsikatero stvar, ki mogoče se nam je v življenju ali zalomila ali pač tako. Življenje je res eno tako palet. Halo? Da smo pa jaz, odklopite neki. Ja, a smo? Ne, nisva še, čakajte. Ona ima mute vklopljen. Ja, jaz sem naredil napako, tamle sem hotel nekoga izklopiti. Dajte vklopiti. Bom jaz poslal. Kje si zdaj? Drago. Mislim, da je zdaj pa v redu. Zdaj pa v redu, ja, ok. Dobro, pardon. Ja, zdaj sem vas prekinal, ampak dobro, bom zdaj takole nadaljeval. Tukaj sem zdaj pogledal, s čem se pravzaprav hospic ukvarja. To se pravi spremljanje, žalovanje odraslih, žalovanje otrok in mladostnikov, detabuizacija smrti in pa prostovoljstvo. Dajte mi povedati, kako ste vi prišli zraven, recimo? Ja. To velikokrat rada povem tudi na delavnicah. V bistvu zaradi stiske, ker sem se bala, ker je oče zbolel in nekako sem želela, da bi dostojno dokončal svoje življenje. In nisem vedela, kako in kaj. In takrat sem v bistvu iskala po internetu in sem zasledila Slovensko društvo Hospic in potem sem se vključila v organizacijo, da sem ravno iz tega strahu, da nekako najdem pot, da najdem način, da ne bom pobegnila. Ker na žalost je bilo tako v naši družini, da je mama rekla, o tem se pa rajši ne pogovarjamo, to tako samo pride. Ampak to nas potem, ko pa pride, nas pa zelo, zelo lahko vrže iz tira in zato je prav, da nekako se pogovarjamo. No in moja pot se je v bistvu res začela iz tega strahu
In potem nekako smo, vedno bolj sem videla, skozi svojo izkušnjo tudi šla, koliko mi je pomenilo to, da sem se lahko s kom pogovorila, da mi je povedal, kaj se dogaja, kaj je takrat smiselno, kaj ni smiselno, kaj lahko opustimo. In ta prisotnost, da lahko ostanemo, ne, to je potem, se mi je zdelo, da je nekaj, kjer lahko jaz tudi zaradi svoje usmeritve kot medicinska sestra naredim še kaj. In mogoče kot zanimivost tudi povem, moje prvo izobraževanje je bilo kot medicinska sestra babica na začetku življenja. In moja končna pot je, na nek način sem se vedno počutila tudi kot babica biti ob nekom, ker smo poslušali utripe, ker smo gledali življenje, ki se izteka in na nek način zaključuje. Tako. Dobro, ko so že začeli s to babico, ne? Ja. Rojstvo vemo, približno 9 mesecev, pričakujemo popadki, tako zadeve. Kako pa človek ugotovi, da človek umira? Jaz imam recimo izkušnje, ko je moja tašča umirala pri nas doma, ne, umirala je ene 3 mesece, bi rekel, pol seveda pri njej je bil proces ta, klicala je svoje starše, sestro, in kar mi je bilo pa najbolj zanimivo, čevlji. Kje so moji čevlji? Ja. Zanimivo je, da je zelo veliko simbolike. In zato dostikrat je dobro, da znamo poslušati, da videti tiste stvari in veliko ljudi, čevlji so simbol, ko se obujemo in odhajamo. In velikokrat smo slišali, da so recimo že tudi v tem stanju, ko se malo zavest umiri, ko ni več takega kontakta z zunanjim svetom, da govorijo, da morajo domov. In to domov sporočilo je odhajanje v to večnost, dom v večnosti. Nekateri imajo sanje in po mojih izkušnjah človek, ki umira, ve, kaj se z njim dogaja. Ampak dostikrat so strahovi in obrambe tako velike, da si nekako nočemo priznati ali pa odmikamo, ker pač pred neznanim je vedno nekaj, kar je, ne. Tako da zdaj po teh fizioloških znakih, ki so poznani zdravstvenim delavcem, lahko vidimo, kako bolezen ali pa kako življenje napreduje in kako se izteka. Ker počasi, če hočemo zaključiti življenje, je normalno, da se telo tudi odklaplja, to grdo besedo bom sicer uporabljala, ampak vseeno, ne, da vedno manj rabimo stika z zunanjo okolico, vedno manj rabimo hrane, vedno manj rabimo vode in na koncu ne rabimo tudi zraka. In tako se nekako proces ta izpuščanja življenja in teh fizičnih stvari in seveda tudi na drugih nivojih se dogaja izpuščanje. Tako da nekako, če smo ob bolniku oziroma ob človeku, ki odhaja, dostikrat, največkrat je to bolezen, ki tudi dodaja to svojo noto in seveda zaradi tega se tudi umira, ali pa zaradi starosti, ko se nekako zaključi možnost telesa, da biva v tem svetu. Tako da to prepoznavamo lahko, če smo ob človeku, če vidimo, so pa različna obdobja, ne, in v različnem obdobju se tudi različne stvari dogajajo. Tako da hospic pride, je to, kar ste prej omenili, bi rekla, hospic oskrba je del paliativne oskrbe. Paliativna oskrba se pa začne že davno prej, takrat, ko nekako je aktivno zdravljenje neke bolezni zaključeno, je pa pomembno, da se lajšajo bolečine, da se lajšajo vse težave, da se lajša vse, karkoli moti nekako človeka in da je življenje res najbolj kvalitetno. Marsikdo se boji, ko rečejo paliativna oskrba, zdaj pa je vsega konec. Absolutno ne, v tem obdobju vedno delamo tisto, kar je smiselno. In marsikdaj se tudi, recimo, dajejo stvari, ko kdo misli, zakaj so mu pa dali še, recimo, transfuzijo
pa je ni rabo več. Ampak če transfuzija recimo olajša dihanje, je nekaj, kar se da tudi v paliativni oskrbi. Mogoče sem en tak ekstremen primer, ampak vendarle se mi zdi, da se ljudje ne ustrašijo tega in da vejo, da takrat se lajša in pač pristopi k človeku glede na te potrebe, glede na možnosti, ne pa, da nekako se podaljšuje neka agonija, neko stanje, katerega si nihče od nas verjetno ne želi, posebno v tem zadnjem obdobju. Goran, izvoli. Dober dan, gospa. Jaz bi pa rad vprašal eno vprašanje. Glede na vaše izkušnje, ali ste imeli možnost, ali ste doživela, da se je nekdo, ki je odšel iz tega sveta, klinično vrnil nazaj, se pravi, da je doživel klinično smrt? Ne, nažalost jaz ne. Nisem tega doživela. Nekako smo bili vedno v tistem obdobju, ko se je videlo, da se pač bolezen zelo slabša ali pa zaradi starosti. To nisem doživela. Aha, to je ta teorija, Moodyjeva teorija. To mogoče bomo z gospo Metko Morda, ja. Na to temo še reči. Ne vem pa, kaj je želel gospod s tem vprašanjem, kaj ga zanima okrog tega. Čisto, če ste imeli pač izkušnje s tem, da ste doživela. Ne. Ok, Brane, izvoli. Lep pozdrav. Dva vzroka v bistvu ste gospa navedli za smrt, ne? Ali bolezni ali staranje. Kakšen razmerje sta ta dva vzroka? Meni se zdi, da v glavnem ljudje zaradi bolezni umirajo, ne toliko zaradi staranja. Ja, več je, seveda, ker sploh v današnjem času dlje živimo in dlje živimo, več imamo možnosti, da zbolimo. Zato je tako pomembno tudi, da skrbimo ves čas za svojo fizično kondicijo dobro, ne? Ampak večinokrat pa seveda je bolezen tista, ki napreduje in ki potem se zaključi tudi z smrtjo. Ok, Korl, izvoli. Karel, Jeraj, je roko dvignil. Aha, jaz sem, ja. Ja, izvoli. Pardon, jaz sem pod drugačnim imenom. Ja, meni pa zanima v bistvu, ker se prej ker ta paliativna oskrba počasi umira, kaj pa pri nenadnih smrtih, prometne nesreče pa podobno? Kaj konkretno vas okrog tega? Kaj ste želeli? Ja, v bistvu prej, da počasi odhaja, ne vem, ne rabo tu hrane, več vode, pa tu. Zdaj, po nenadnih smrtih je pa pač, ne vem, recimo, da se zgodi na kraju nesreče. Aha, a te zanima, kako poteka umiranje oziroma kaj? Ja, kako je s tem? Aha, ja, to je težko. No. Ja, težko bi odgovorila, ampak v nenadni smrti se pač prekinejo vse te funkcije, ki so, ne. Tukaj mi smo v bistvu predvsem pri spremljanju takrat, ko je človek odhaja v tem okolju ali svojem, ali kaj, pri nesrečah pa smo se vključevali predvsem v procesu žalovanja pri svojcih, ne? Ker ko se zgodi nenadoma smrt, je šok velik, tudi sicer smrti, to, da nas ne bi se dotaknilo ali bolj ali manj, to se še nisem doživela, da bi kdo nekako tak se strašno dobro počutil, ko se zaključi življenje. Ampak pri nenadni smrti je seveda prekinitev življenja zaradi tega nekega vzroka, ki nenadoma prekine življenjske funkcije. In je pa to za svojce, ki ostanejo potem to velik šok in smo se vključevali veliko v te procese žalovanja, v to podporo žalovanju, kako sprejeti, da nenadoma človeka ni, ne? Ker če smo zraven, se lahko na nek način narekovaj pripravimo na to odhajanje in imamo v mislih in potem nekako vidimo, da se življenje ob nenadnih nesrečah je pa res kup tistih vprašanj, od tega večnega, zakaj se je to zgodilo, potem kako in kako, tako da tukaj bi rekla, pač naše izkušnje, moje izkušnje so predvsem v podpori svojcem žalujočih, tistih, ki so nenadoma umrli.
kako pristopati k žalujočim? Recimo, nekdo umira na dolgi rok, ne, to se že pripravimo in bomo nekako vedeli, že odžalovali, recimo v nekem smislu, ki pa pride do nenadne. Ne. Zdaj, tukaj imate program žalovanja odraslih, pa žalovanje otrok in mladostnikov. Ne. Se pravi, to sta dva različna pristopa. Kako pristopiti k človeku, pa mu izreči sožalje, kako ga potolažiti? Mislim, se potolažiti ga ne moreš, ne, ampak saj... Točno to. Da ne gremo s tem, da mi ga pa moramo zdaj potolažiti. Ker ne vemo, samo ta, ki je neko izgubo zdaj skozi ve, kako mu je. Ne? Tako da te besede, ne, se vem, kako vam je težko, pa ni, pa morate to, pa morate ono. To so take floskule, ki sicer z dobrimi nameni so, ampak včasih tudi ranijo. Ne? Tako se mi zdi, da je zelo dobro, da sledimo svojemu srcu. Žaluje vsak posebej, tako kot umira vsak drugače, žaluje vsak drugače. Žalovanje je odvisno od veliko faktorjev. Kdo je umrl, kdaj je umrl, v kakem časovnem obdobju, koliko smo mi stari, koliko je pač človek, ki odhaja star, kako se je to zgodilo, ali imamo poravnane račune ali ne. Skratka, veliko, tu bi lahko imeli celo oddajo o žalovanju in o teh stvarih. Za nas je pa tako, če vidimo nekoga, da je žalostna, ne, če se nam zdi, da ne moramo pristopiti, je tudi to fair, da rečemo, težko mi je, ko vas gledam, pa ne znam vam pomagati, ne, da nekako da ne za vsako ceno. Dostikrat tudi besede so tiste, ki lahko ranijo, tako da če čutimo, recimo, da se približamo ali da damo roko, samo z gesto, z zunanjim izročimo, lahko izrečemo tako tudi nebesedno to spoštovanje do žalujočega in stisko, ki jo imamo ob tem. Ni pa zdaj nekega pravila, ampak predvsem res poslušati svoje srce. Dostikrat je objem prijeten ali ne, ampak tudi to ne za vsako ceno. Nekako res, če smo v stiku z sabo, da vidimo, da ne naredimo nekaj samo zato, da bo dobro, da to naredimo, pa da si s tem olajšamo dušo, to najbrž ne bo dobro delo, ne nam, ne tistemu, ki to sprejema. Je pa res v žalovanju toliko različnih stvari, tako da moramo vedno upoštevati, da gre vsak po svoji poti in žalovanje je tisto, ki je tvoje, je pravo, ne po nekih pravilih. Tudi časovno, govorimo o enem letu, približno, da naj bi žalovanje trajalo, ampak različno, pri enih že prej zaključimo, zdaj govorimo o tem aktivnem žalovanju, takrat, ko so vsi ti procesi, ko se nam zbudijo čustva, ko nekako začnemo premlevati to, kaj bi lahko drugače naredili. Skratka, v tem aktivnem obdobju, kjer moramo tudi narediti te premike, žalovanje pa pozabimo pa navadno nikoli, in nekako se mi zdi, da žalovanje lahko tudi rečemo, ko se zaključi, ko v notranjost nekako v svoje srce, če tako simbolično rečem, pospravimo človeka, ki je odšel, ki je umrl, in potem lahko s tem živimo, brez da nas bi to zelo bolelo. Je pa res, da vedno, ko se vrnemo, ali pa recimo ob obletnicah, ali pa ob kakih dogodkih, lahko ta žalost spet se dotakne srca in takrat spet zelo zaboli. Ampak to ne pomeni, da nismo procesa žalovanja dali skozi. Ampak žalovanje je različno pri odraslih pa pri otrocih, Ja. Se pravi, kako pa, dobro, jaz se spomnim iz otroštva, ko sem pristopil, pa nisem vedel, kaj naj rečem, vsi so tam nekaj govorili, stiskali roke in sem šel zraven in potem sem kar nekaj zamomljal, pa sem šel naprej, ker enostavno nisem vedel, kaj naj naredim. Ja. No, ker povete, ja. Ja, otroci nas odrasle opazujejo, zato je zelo važno tudi, da jim na ta način spregovorimo in pomembno je, da otroke nekako pripravimo na stvari, da jih ne odmikamo od smrti, od teh pogrebov ali da govorimo, ker otrok to, kar ne more predelati nekaj, kar ne ve, za kaj se gre.
A ne? In samo na ta način, ampak seveda otroka je treba na stvari pripraviti. Recimo, mi smo velikokrat, ko so umrli dedki, babice, mamice, očetje tudi, smo predtem otroku povedali, že tudi recimo, ko je šla bolezen, smo pripravljeni na to, da je možno tudi, da se trudijo zdravniki in vsi in da je možno, da je tudi to življenjsko, da se življenje zaključi in da človek umre. Zanimalo jih je tudi, kaj se takrat dogaja, če še čutijo, če še rabijo že kaj zapiti ali karkoli, ne, to so taki pogovori. Poleg tega pa tudi ta prav konkreten odnos do umrlega, vedno smo povedali otroku, šli z njim, mu povedali, kaj bo videl, kako dedek ali babica ali kdo pač zgleda, kako njegovo telo, da je drugačno, da je bolj bledo, kako ima oči. Skratka, to, kar bo otrok videl, na to smo ga pripravili. In potem smo rekli, greš naprej, ga povabili z njim. Nekdo vedno z otrokom mora biti nekdo, ki ga je manj straha, ne, ali pa ga ni strah. En odrasel in da ima zagovornika, da lahko vpraša, da se vedno lahko umakne, da ni tisti stik z umrlim ali pa z smrtjo nekaj groznega. Ker dostikrat ljudi, ki imajo težke izkušnje v otroštvu, nosijo to celo življenje zraven. In je potem celo življenje smrt oziroma stik z umrlim lahko tak stres, da te bolj zruši, kot pa opremi za življenje. Skratka, otrok rabi nekoga, ki mu bo lahko zaupal, ki bo lahko z njim, ki mu bo povedal, kaj se dogaja, ki mu bo povedal, kaj bo videl in vedno, da ima možnost umika. Moram vam reči, da sem imela z otroci tako dobre izkušnje, tako so nas presenetili in sploh starše ali pa dedke in babice, kako so to življenjsko vzeli. A ne, če so bili pripravljeni, če so imeli, upali vprašati, se spomnim deklice, ki je rekla, zakaj pa to, ker smo bili zraven in smo skrbeli, zakaj ima dedi tisto okrog vratu, zakaj ste mu dali? Smo rekli pač, da zdaj mišice popustijo in tako razložili kako. In ravno v tej družini, ki sem spomnila, je bila ena najstnica in ena 8-letna. In je ta 8-letna upala in je povabila svojo sestrico, da gre ta dedka pogledati, ampak ta 15-letnica ni upala. In vedno sledimo, ne, otrok nikoli za vsako ceno, ampak poskušamo ga pripraviti na to, kaj bo videl, kaj je, in seveda, da mu odgovorimo na vprašanja, da ne ostane v bistvu ali pa z nekimi vprašanji, ki pač na katere ne bo znal odgovora in bo vrtal celo življenje lahko. Je pa res, da različno moramo vedeti tudi, kako starostne so razlike pri otrocih, a ne, manjši otroci celo včasih bolj, ker nam bolj zaupajo, ker bolj verjamejo, ga lažje se sreča z umrlim, kot pa najstniki, ki so spet v svojem svetu in drugače potečejo stvari. Skratka, samo, da niso sami, pa da ne ostanejo sami z nekimi grozljivimi podobami ali pa izkušnjami. Preden dam Branetu pa Goranu spet besedo, ena moja misel, oziroma jaz se spomnim, ko je meni oče umrl, je bil sin star 10 let, ne, in njegovo vprašanje je bilo, kako je to možno, saj gre v bolnico zato, da ga bojo ozdravili, ne. In je potem tudi on zbolel, mislim, tako očitno je bilo to neka reakcija za to, ne, predvidevam, se lahko kaj drugega, ampak verjetno, ne. Druga zadeva, ko me pa zanima, kdaj pa recimo otroci lahko dojamejo, da je smrt neki en večni odhod, da ni to samo, rečem, da gre stran od, pač, da je obiska konec. Da se sooča, da je smrt minljivost, ja. To okrog 10. leta. Takrat nekako, drugače prej pa še otroci, ne, še si predstavljajo kot pravljico, se bo prišel nazaj,
Pa recimo zato tudi z otrokom, kje je dedek ali babica ali mamica ali kdorkoli, da je zvezdica na nebu, ne, in to, da v bistvu na ta pravljični svet poskušamo pri manjših otrocih, ne. Okrog 10. leta, po 10. pa že začnejo, se že soočajo s tem, da je to res realno, da ne bo več nazaj in da pač je smrt tista, ki se to bivanje na zemlji dokončno zaključi. To, kar ste rekli tudi pri svojem sinu, zelo dostikrat so ti strahovi. Kaj pa, če bom jaz umrl, ali pa recimo, če en starš umre, ne, in drugi potem zboli, kaj pa, če boš tudi ti umrl, a ne? Ti strahovi so in vedno je prav, da otroku, tudi recimo pri starših, da otroku povejo, trudila se bom, marsikatere bolezni se zdravijo in recimo nisem tako bolana, vzamem zdravilo, grem k zdravniku, da na ta način pomiri otroka, ne. In da ja, so pa v življenju tudi težke bolezni, ki pa se neozdravljive, ampak zdravniki in mi in vsi se trudimo in želimo in spodbujamo in zato, da bi se življenje ohranilo, ko je še možno ohraniti, a ne, in da večino grejo v bolnico zato, da pomagajo, da pa kdaj tudi se zgodi to, in tako kot recimo pri vašem očetu, da se življenje zaključi in da zdravniki pač da so meje, a ne, tudi na nek način tukaj se soočamo s temi življenjskimi mejami, ki so pri življenju, s katerimi se srečamo. Saj sem se spomnil, evo, zelo vam dal pa besedo, se spomnil, ko je Franci Petek, ta naš uspešni skakalec, pripovedoval, kako je šel z kanglico in z lopatko, da bo očeta izkopal ven. Da, ja. To verjetno poznate, a ne, ste slišali. Ja, evo, Brane, Goran, potem pa Zlatko. No, v bistvu to, kar sem že prej hotel vprašati, ste že tako govorili, žalovanje pri otrocih v odvisnosti od starosti, eno je kot dojenček, potem, kar sem 2 do 5 leta starosti, potem 6-10, potem pa v obdobju najstništva, ne. Ampak tole, ko ste rekli, da pri 10 letih se nekje bolj že zaveda, to je pa, jaz mislim, da je to povezavi z razvojem ega, ker do 10. leta otrok še nima razvitega ega, jaza, po 10. letu se mu to razvije in recimo do 10. leta še pri otroci ne govorimo o samomoru, ne, še nima ega, da bi ga ubil, ne, po 10. letu pa o samomoru že govorimo, tako da je verjetno ta 10 let starosti dojemanje smrti tudi s tem povezana. Zdaj, pač vi govorite tudi o tem razmišljanju, ampak bi rekla, da ne govorimo o samomoru. Mi otroku, če vpraša, povemo, zaradi česa je umrl. Tudi če je samomor, ne skrivamo vzroka, ker je, veste, to ravno, ker ste načeli samomor, to so zelo delikatne stvari in če otrok v svoji družini, kjer se recimo zgodi samomor, ne zve, kaj se je zgodilo, zve pa potem od sosedov ali pa od sošolcev, ali pa veste, kakšne grozne travme so to in nezaupanje. Zato je zelo pomembno, da v družini, ne glede na to, koliko je star, otroku povemo, tudi če se je zgodil, da pač ta, ki je bil v družini, ni zmogel več in je pač sam posegel po življenju. Na nek način povemo, kaj se je zgodilo, ker veste, na nek način so te skrivnosti, če jih ne povemo v družini, govori o tem nezaupanju, ki lahko potem zraste naprej in pol več nič ne verjameš, saj ne vem, kaj je res, ali mi bojo skrili še druge stvari, ne samo to, ne. Tako da tukaj smo veliko, sploh, ko sem sodelovala tudi na taboru z otroci, ko so prišli pred taborom navadno starši pa otroci, kjer smo se pogovarjali o tem, kako bo potem tabor in vse potekalo, smo pri samomorih vedno se pogovarjali o tem, da starši spregovorijo z otroci, mu povejo resnico. Zato, ker je to temeljno zaupanje, ki se naj v družini gradi. In najbolj se gradi ob takih težkih temah in težkih trenutkih, ko se družina znajde. To je zagotovo to, tako kot ste rekli, sem drugo mislil, da do 10 leta starosti, kot otrok še nima ega razvitega, sam ne more narediti samomora.
Brane je psiholog, ne, in te stvari jemlje iz stališča psihologa. Ne. Ja, pri hoče nam 10. povedati. letku pa ego razvije in takrat že govorimo, da je sam otrok naredil samomor. Z tega vidika. V redu. Kaj smo rekli, Gorana, ne, ti si bil naslednji. Jaz bi samo vprašal še iz medicinskega vidika vašega, koliko časa mrtev človek je trd? Kdaj se mu sprostijo mišice? Časovno obdobje? Ali obstaja kakšno časovno obdobje, ko se sprostijo mišice njegove? To mislite, ta okorelost? Tako. Ja. Različno je, včasih po parih urah, včasih dlje traja, odvisno tudi, v kakem okolju. To so zdaj medium, kompjuter. Metka se klapla. Prihaja, gospa Metka Klevišar prihaja. Ja, zdaj pa je, ja. Okay. Samo še kamero vklopite, gospa Metka, dobrodošla. Samo še kamero vključiti. Čakajte, zdaj moram pa tole, samo ta gospod mi mora pomagati, ja, da tole sliko zbriš. To je komanda Alt-V, ne? Alt-V, video. Alt-V, video. Mislim, da je. Evo, ste že. Pa že vidimo. Jaz se pa ne vidim. Jaz se ne vidim, ja. No, lepo vsem, malo sem pozna, ne. Ja, ampak me pa veseli, da je Nada bila tukaj in jaz osebno sem prepričana, da je Nada to še veliko boljš naredila, kakor bi jaz, veste. Metka, pozdravljena, dobro jutro. Dobro jutro, ampak jaz se še zdaj ne vidim. Mogoče v levem kotu spodaj pogledaš, če imaš... Ja, zdaj se pa vidim. Zdaj pa končno vidim, ja. Ja, dobrodošla. No, bomo takoj, da zdaj smo eno temo začeli, pa se boste lahko tudi vi priključili, a ne? Tako da vprašanje je bilo, ne, gospa Nada, ker nadaljujete, ne? Kdaj človek postane trd oziroma okorel, ne? Okorelost je zanimala. Sem rekla, ni zdaj, da bi točno vam lahko povedala, različno je okorelost, kdaj nastane, lahko po parih urah, navadno po parih urah, včasih tudi zelo kmalu, odvisno pač od okoliščin, od prostora in od marsičesa. Me pa zanima, če lahko vprašam gospoda nazaj, zakaj ga to zanima? Veste zakaj? Zato, ker nekje pravijo, da 72 ur, nekje pravijo 48, da se mu sprostijo mišice, zaradi tega vas sprašujem. Ja, različno je, se pravi, odvisno od prostora, od temperature, od samega pač telesa, tako da bi rekla, da se drži od to, kar ste slišali ali pa drži, ampak ni pa pravilo, da mora vedno tako biti. No, Zlatko, zdaj ti ne bom dal besede, ker moram zdaj gospod Metko malo predstaviti, ko je prišla, pa še ne dati besedo, tako da boš prihranil vprašanje. Torej, gospa Metka, dobrodošli med nas. Torej, tole našo petkovo Zoom kavico imamo zdaj že 70, vdaj 72 je, tako da smo že kar nekako stari znanci med seboj, ne, tako da zdaj naj s tem na hitro povem, vi ste ena od ustanoviteljic tega hospika, ne. Jaz, ko sem v sredo dobo tole, ko je Nika pač zbolela in rekla, da pač ne bo mogla voditi, sem potem se mogel začeti malo pripravljati in sem šel v knjižnico in sem ugotovil, pravzaprav vi imate eno celo, bi rekel, eno polico knjig na to temo. Ja, mogoče ne samo na to temo, veste kaj, jaz sem pač pisala kar nekaj knjig, predvsem o zdravju, bolezni, pa tudi nekaj o svojih osebnih izkušnjah, ne, tako da z tega področja. In ne samo o hospicu, pravzaprav ne toliko velika, ne, ker veste kaj, ko smo mi ustanavljali hospic,
je to bilo iz tega, ker mi smo videli, da je treba nekaj za umirajoče narediti. In točno to, a ne, bi radi med ljudi rešili in to zdaj nadaljuje paliativna oskrba. A to ste v bistvu, gospa Nada, se vi tudi kar vklapljajte se, ne, zdaj, da ne bomo gledali, kot da vas zdaj zanemarjamo. Pa še zelo zanimiva tema je bila to, kar so se znado obravnavali. Ja, sej je super, ne, da ste jo predlagali. Očitno ste zelo dobre sodelavke, ne? Ja. Kaj več kot sodelavke. Jaz doživljam mnogo več kot sodelavke. Aha, no, in to že dolg časa, ne? Ja, od začetka. Ja, to je od leta 95, ne? Ja, poznamo se že prej. Aha. Ja, takrat smo pač začeli s hospicem, čeprav mi smo na tem področju delali tudi že prej, a ne? Ne šele s hospicem. Aha. Ja, sej to zanimivo, zakaj pravzaprav tako smrt skrivamo, odrivamo, a ne? Recimo čisto, vi ste zdaj v domu, ne? Včasih je bil to dom onemoglih, pa še prej je bila hirarnica in tako naprej, ne? Dobro, sej res, da se je sistem dela se je spreminjal, a ne? Ampak zakaj pravzaprav to preimenovanje, zakaj to skrivamo smrt? Kje se nas je strah? Ja, veste kaj, mogoče strah tega, ker ne vemo točno, nihče ne ve točno, kaj se takrat dogodi, ampak dejstvo pa je, da nas vse čaka. Pa če še tako skrivamo, ne, ampak mi vsi bomo nekoč umrli. In če bi se o tem več pogovarjali, potem bi mogoče lažje živeli, nas ne bi bilo tako strah. Meni se zdi grozno, če se en človek vse v življenje boji, trepeta pred nečim, kar se bo res zgodilo. In če se ljudje pogovarjajo, je potem lažje. In potem je lažje tudi pomagati takrat, ko je treba. Mogoče bi jaz samo rekla nekaj besed o tem, kako sem jaz s tem začela, ne? Ker to je tudi zanimivo. Jaz sem bila 5 let po koncu študija v inozemstvu in potem sem se vrnila in sem službo rabila. In jaz takrat v tistem času ni bilo ravno tako lahko službo dobiti. In meni se je takoj ponudila služba na onkološkem. In jaz sem začela delati z bolniki, ki imajo pljučnega raka, ki se ga ne da operirati, in te bolniki imajo zelo slabo prognozo. In jaz sem se takrat srečala z bolniki, ki so umirali. Tega mene na fakulteti niso naučili. Mi smo študirali veliko stvari, smo se učili, kako je treba ljudem pomagati in jih zdrave ali čim bolj zdrave pošiljati v življenje. Moji bolniki so pa umirali in iz tega se je pol porodila ta ideja. Kako zdravnik sprejme smrt pacienta? Dobro, vi ste verjetno malo drugačni, ne? Vi ste malo drugačni, ker je to, ampak pol to nekako pride v rutino, verjetno. Gospod Marko, dajte izklopiti mikrofon, prosim. Ja, bom. Potem, v bistvu jaz se spomnim, ko sem opisal Tomaža Šalamuna, ne, v knjižnico in sem rekel, to je pa naš pesnik, kaj pa je, ne, z njim je oslepel, pa je rekla hči, ne, pljučnega raka ima, ne. In potem, in točno 1 leto po tistem, ko smo mu diagnosticirali, je umrl. Lahko rečem res, da smo na Božič, ne vem, malo pred Božičem smo mu diagnosticirali in potem je tudi za približno okrog Božiča za 1 leto umrl, ne. Ja, jaz mislim, da je tudi za vsakega zdravnika to po svoje težko, ker mi vsi, a ne, smo bili za to, ves študij se pripravlja na to, kako bomo ljudem pomagali, jih ozdravljali in jih pomagali živeti. In ta diagnoza se je takrat imela zelo slabo prognozo in je treba s tem, a ne, tudi začeti živeti. Torej, jaz moram reči, da moji kolegi na inštitutu ni bilo lahko jim delati, nekateri so delali tudi s boleznim, z rakom, ki je veliko bolj ozdravljiv, recimo rak dojke je bistveno drugačen. A ne, koliko je žensk med nami, ki imajo rak, so imele raka na dojki, pa še vemo, da so ga imele. A ne, kakšne bolezni so pa tako bolj. Za zdravnika gotovo je tudi težko.
Te pa navadiš na smrt pa nikoli. No, se to sem hotel vprašati. Ja, to sem vas hotel vprašati, ja. Ja, če se pa navadiš na smrt pa nikoli in potem znaš začutiti, kakšno bogatstvo je delati z ljudmi, ki se poslavljajo iz življenja. To bi verjetno tudi Nada povedala, a ne, koliko stvari takrat spoznaš. Takrat lahko bistvene stvari življenjske spoznaš. In jaz moram reči, da meni je tisti čas, ki sem delala, ko sem delala na onkološkem, v najlepše spomine ostal in ga sigurno v svojem življenju ne bi hodila pogrešati. Ja, gospa Nada, se to sem vas hotel vprašati, a ne? V bistvu umiranje, a ne? Umiranje pač vsak individualno umira, a ne? Kaj pravzaprav pomeni, recimo, dobro, vse to zdaj, mi, ko smo živi, težko govorimo o tem, ne, ampak kaj pomeni, recimo, umiranje za umirajočega, oziroma kako bi, se da to kaj opisati, oziroma kako bi to vi kot zunanja opazovalka neke notranje individualne zadeve? To je zadnji del življenja, bi rekla. Umiranje je zadnji del življenja, kjer lahko marsikaj naredimo, tudi če smo kaj pozabili v tem. Ampak je neko dogajanje, je proces, se dogaja proces na telesnem nivoju in duševnem, duhovnem in v vseh teh nivojih, a ne. Tako da to je pač trenutek, oziroma ne trenutek, sama smrt je trenutek, ampak je dogajanje in lahko in zelo fajn je, če imamo nekoga, da je to nekaj, kar nam ne pusti enih takih hudih travm za tiste, ki ostanejo, in da niso travme tudi za tistega, ki odhaja. Da lahko nekako res v miru pogledamo nazaj na življenje, je čas, kjer lahko pogledamo, v čem smo uspeli, kaj mogoče nam ni šlo, na kaj smo ponosni, in da nekako res lahko tudi naredimo eno bilanco svojega življenja, ki nam je v zadovoljstvo. Tako da tukaj je umiranje res ena priložnost tudi za to, da se spravimo s svetom in da se pripravimo na tisti drugi del, ko ne vemo, kaj je. Eni verjamejo v nekaj, drugi drugo, ampak ni pa pravila in ne vemo, kako pa kaj, a ne. Se pravi, ko umiramo, se moramo spraviti sami seboj. Priporoča se, Ja. ampak a se bomo ali ne, to pa ni spet zelo, zelo priporočam, da se spravimo s seboj. Ampak veste, zdaj je tudi spet tako, da ni ne za vsako ceno, a ne. Ne moreš ti ljudi prepričevati v neke stvari, čeprav se tebi zdijo, da so prav. Se mi zdi, mi, ki smo spremljevalci bili, če na splošno govorim tudi o prostovoljcih in o vseh, ki smo ob tem, je zelo, zelo pomembno, da znamo slišati, da znamo prisluhniti in da ne sodimo, ker resnica je za vsakega drugačna. In da ne sodimo in da ne poglabljamo enih stvari, ki so lahko zelo težke, ampak da samo sprejemamo drugačnost, sprejemamo, da ima res vsak svojo pot, kot življenja, tudi tega zadnjega dela življenja, ko umiramo in ko umremo. Sliši se, dostikrat se sliši, ne, da recimo si zaželiš nekoga videti, oziroma si zaželijo nekoga videti, hočeš se nekom pomiriti, ne vem, kak stisk rok, ne vem, domačo juho, tako naprej, ne. Ja. Vse to, kar ste rekli, vse to sem že doživela, ne, in v tem zadnjem času, pač v tem obdobju se mi zdi, je tudi dobro, da včasih kaj drugega, če ni možno fizično, ne, da na drug način poskušamo tudi ali preko telefona ali karkoli, če so take želje po nekom, ki recimo ne more priti, ne. Zelo te stvari, da se izpolnijo, je zelo pomembno, so tudi za te ljudi, ki ostajajo. Ker dostikrat sem se srečala, oziroma nikoli nisem še koga v žalovanju videla, da mu ne bi bilo žal za nekaj, kar pač ni naredil, ne? Ampak to je tudi v procesu žalovanja nam pomaga, da nekako pogledamo nazaj. Tako da možnosti in to, kar ste rekli, je pomembno.
Viki, takoj pa Sabina. Zadušen, jaz bi tudi. Ja, ok, takoj si na vrsti. Gospod Metko, sem hotel vprašati, prej smo že načeli temo okrog, ko so ljudje se vrnili nazaj okrog tega, ne? Ta Moodyjeva teorija, oziroma, ja, se lahko govorimo o teoriji, ne? Zdaj, nisem razumela, kako mislite vrnili nazaj. Ljudje, ko so kao umrli in so videli neko svetlobo, ne, in potem, če bi prestopili... Ki so bili klinično mrtvi, pa še niso umrli. Tako, to je ta Moodyjeva teorija, govorimo o teoriji, ker nimamo dokazov. Vse kako je, to je vse po eni strani res, samo ti ljudje še niso umrli. Tako da mislim, da tega izkustva, kako je, ko umreš, imajo mogoče neki slutijo, ampak nihče pa še ni prestopil tja čez. Tako da jaz to, ja, dopuščam, ampak to še ni tisto pravo umiranje. Pa kaj potem to, v bistvu, če bi rekel, iz fizikalnega, kemijskega, recimo, kot zdravnica, kako bi to tolmačila? Dobro, lahko bi govorili to kot neka vrsta onostransko življenje in tako naprej, ampak to je v bistvu tudi nek proces kemijski, verjetno. Jaz tu še ne bi govorila o onostranskem življenju. A veste, v medicini je vse mogoče. V medicini, ja, si bil pač na robu tega, si bil na tem, da stopiš tja čez, ampak še nisi stopil tja čez. Tako da jaz mislim, zaenkrat nimamo še nikogar, ki bi prišel povedati, veste, ko človek nekdo umre, bi rad videl zdaj, pa bi prišel povedati, kako je. Pa ga ni. Tako da vse te pripovedi o klinično mrtvih, ki so se vrnili, ja, jih je treba spoštovati, so po svoje resnične, oni so to, kar povejo, res doživljali, samo to še ni tisto tja čez. No, ker mi je moja prijateljica, soseda, mi je pač razložila, ne, se je to zgodilo, ne, in je rekla, samo če bi odprla tista vrata, pa verjetno me ne bi bilo več, ne. Ampak jih ni odprla. Jih ni odprla, točen je. V redu, Joža, ajde, bom dal tebi najprej besedo. Ja, čeprav dobro, so bili še predhodniki pred mano, ampak vseeno dobro, hvala. Jaz bi rad pa povedal to, včasih je bil na radiju Triglav ta oddaja o hospicu, ki je pač vodil Franci Črne pred leti. Drugače pa tako, prej ste govorili, kaj si človek zaželi pred smrtjo. Moj oče si je zaželel, da je še pred smrtjo prižgal cigaret, pol je pa pač umrl. Ki je pa začela mama umirati, ona imela pa bipolarno motnjo, in je eden vprašal, kako je, in je takrat rekla, drugače je dober, ampak počas zahajamo, ker se je pa res bližal tisti trenutek njenega odhoda, sicer jaz sem bil tukaj v centru slepih, slabovidnih in starejših, ker sem takrat še hodil na šiht tamle v delavnice. Je pa, ki je prišla ven, se je naredile pred očmi kar tema. Ki je prišla pa nazaj not, je bilo pa dobro. Pa sem pa jaz soseda vprašal in pa rekel, ja, morbiti jo je že opozarjal. Ampak pa, ki je bila sreda, in pa zgledala rata slabo, se je pa usedla na posteljo, pa je bilo konc. A lahko se samo na to nekaj rečem? Meni se zdi izredno dragoceno, če si takole te zgodbe pripovedujemo. Ne to, kar je gospod doživel, to, kar so mogoče tudi kakšni drugi doživeli, ker iz tega se ogromno naučimo. Ne ni tako, da bi rekel, tako je treba, ampak to je. In recimo to, ko si je nekdo prižgal cigareto, tudi kakšen se še želi, ker nikoli ni pil, ali pa kozarc vina, kozarc viskija, kaj se in kaj, ali pa so vsi zgroženi svojci, a zdaj pa ne sme tega piti. Ja, mogoče pa takrat lahko popije, pa bo to veselja, veste. Zakaj pa ne? Ker, naprimer, jaz sem bil tukaj, pa je prišel pa brat, ta brat, ki je bil doma, je rekel, meni se zdi, da je mama umrla, ni bil še niti doktor pri mami pa tako. Je pa rekel, ta starejši brat, a je umrla ali ni? Ja, je rekel, jaz ne moram reči, še ni bilo doktorja.
Mislim, on bi mogel ta prvo dohtore poklicati, pa da dohtor potrdi, pa da je to, ne pa da boš ti govoril, meni se zdi, da je umrl. Mislim, to jaz... Ja, veš kako je Joža? Joža, veš, oprosti, ko ti skačem besedo, ampak moje izkustva, ne? Se bom zdaj dal besedo vam, ko čakate v vrsti tamle. Moje izkustvo je bilo tako, ne, da je v bistvu tašča, sva bila z ženo, sva bila v tašči, ne, in je v bistvu samo izdihnala je in je bilo konc. Ja, sam pa in potem sem se midva vprašala, čakaj, a je to smrt? A je umrla? Kaj ne narediva zdaj? Ne? A je, ne, jo tipaš, je še topla. Ne? Potem sem rekel, veš kaj, dej pet prinese na ogledalo, da bo videla, če še diha, če se bo zarosilo. Ne? In so gledala, ne, kaj če vas zdaj, ne? In potem v bistvu ugotoviš, ja, da zgleda, da je pa res, ne, in potem pač pokličeš, da pride zdravnik, ki pa pride pol šele čez 2, 3, 4 ure, ne. Vmes pa tam, ne. Ja, vem, ampak a veš, Dušan, ker un je pa taka, veš, njemu se po domač povedan, ne bomo uporabljali te besede, ampak potem pa ja, če je mene poklical, pa vse to, če je mene poklical, pa tako naprej. Ampak je pa tako, mene so opazovali, kako se bom jaz obnašal, ki je pač mama umrla, ne, ker jaz sem bil 5 let star in sem šel pač v zavod. In sem živel med drugimi ljudmi in to je vse drugače. Ampak ko pa ti prideš domov, pa ni to, ne? Ker prej si prišel domov, pa si odprl vrata, te je mama pač ugovorila. Zdaj si pa stopil not, pa tega ni. Ja. A ne? Ker je pa tako, ne? Boli pa tisto, kar ni. Tudi v neki predstavi je to, naprimer, Zabava za Borisa, točno to pokazan. Saj lahko si vesel, pa zadovoljen, pa lahko piješ, pa ješ, pa noben problem. Ampak ker je bilo tako prikazano, da so brez nog, a ne, in so bile, kaj jaz vem, postelje premajhne, čakalne vrste in tako naprej, a ne, ampak boli res tisto, kar ni, a ne. V redu, Joža, hvala. Morbiti sem malo pretiral, ampak glejte, pač svoje kože ne morem, no. Bravo, Joža, jaz mislim, da ne, gospa Metka, da je tole bilo kar super zadeva, taka stvar, ne? Ja, seveda. No, mislim, meni je zelo lepo, pogledajte, pa vse, kar se dogaja, je prav, da tako kot je že prej Nada rekla, tukaj ni pravila, tako mora biti. A ne, lahko je čisto drugače. Potem tudi, kar se tiče, ne, 5 let star otrok, gotovo drugače žaluje, kot do drug. Ampak tudi žalujemo lahko tako zelo različen. Tako da to je življenje. Viki, a si pobegnil? Si toliko časa si čakal na besedo? Ok. Predolg. Je predolg. V redu. Sabina, izvoli. Jaz se opravičujem, mogoče najprej Zlatko, kaj je bil že prej. Ja, Zlatko, no, dobro, pa dej, ko si že pri besedi, pa bo pol. Ok, jaz vse lepo pozdravljam, posebej gospe, naši gosti, jaz vam izrekam se spoštovanje pri tem delu, ki ga praktično vse svojo aktivno življenje upravljata, ki nas seznanjata z rečmi, ki so ponavadi res tabu in se jih nekako vsi probamo čim bolj izogniti. Me pa zanima, pa lahko tudi, mislim, če ni to tema za danes, se opravičujem, kaj menita o evtanaziji, ne? Od tega se veliko govori, kaj se tudi piše, predvsem tako za vogali govori, vsi bi vse, ampak me zanima recimo vajino mnenje, glede na izkušnje, ki jih imata s temi življenjskimi rečmi, pa mogoče, če lahko poveste. Hvala lepa. Izvolite. Ja, zdaj, če jaz lahko. Mislim, kako je to zelo zanimivo. Za evtanazijo se ljudje odločajo takrat, ko so še čisto v redu. Mislim, vsaj kolikor toliko v redu, a ne? Ne takrat, ko resno mi je vsaj večinoma je tako. In večina ljudi takrat, ko pa res umira, si pa želi, da bi še želela. Tako da v bistvu, jaz mislim, da nimamo mi nobene pravice kar končati življenje. Ampak jaz vidim tukaj ob tem pa en drug problem, ki je pa zelo velik. Na eni strani ta težnja za evtanazijo, ki jo pač normalno človek odklanja, na drugi strani pa to, da ljudem ne pustimo umreti. Poglejte, koliko je ljudi, ki so res zelo bolni, stari, bolni in se jim življenje izteka, ampak
predvsem svojci bi radi še in še ne vem kaj naredili, da bi se življenje podaljšali. In jaz mislim, tukaj je to večji problem. A ne? Je pa zdaj paliativna medicina zelo veliko naredila, tudi ravno zavirajoče, tako da ni treba skrbeti, kako bo potem, ko boš umiral, ne, se bo pomagal. Ja, mogoče ravno to, sem razmišljala, da tisti, ki recimo zagovorniki evtanazije, mogoče ravno v tem, da se bojijo, ali pa bojimo smrti, da zato jo zagovarjamo, ali pa jo ne, pač v tem stilu. Hvala lepa res za odgovor. Mislim, da gre tu bolj strah pred trpljenjem, bolečino. Da v bistvu se ljudi niso pripravljeni se soočiti, gospa Nada? Ja, zelo bi kar ponovila vse, kar je Metka rekla, ampak iz svojih izkušenj, en primer sem imela gospoda, ki se je dogovarjal v Švici. In potem, ko sva se pogovarjala, zakaj se odloča za to, in je samo rekel, da ga skrbi, da ga ne bi bolelo. In ko smo mu zagotovili vse, gospod je umrl v domačem okolju, ni bilo več potrebe in res je tako, strah pred bolečino. In jaz zagovarjam, dokler paliativa ne bo tako močna, bojo te težnje. Ko pa bo paliativa se dela dobro in jaz upam, da je na tej poti res, da se bodo lajšale težave, ne podaljševalo za vsako ceno, da bo tudi manj težen potem. In marsikdo mi je rekel tudi, a pol si ti za to, da bojo ljudje trpeli? Absolutno ne. Absolutno je paliativa in del paliative, ker je hospic, smo usmerjeni v to, da se lajšajo bolečine, da je čim manj trpljenja. In na voljo je veliko stvari, rabimo samo pač ta pogum, da se uporabijo in da nagovorimo zdravnike in zdravstvene delavce in vse, da posegajo po tem in da se tudi ta oskrba na domu čim bolj širi. Strah pred bolečino pa gotovo, ali pa strah na splošno pred trpljenjem, pa je tisti, ki podpira to težnjo po evtanaziji. Zlatko? Ja, no daj, evo, beseda je tvoja. Poslavljanje reč, tu je v metliki primer, ko je bratec umiral, no in se je sestica zraven njega ulegla, da se je skupaj poslovila od njega, ker so prej imeli poslavljanje. Ja, to ni vprašanje, to je samo... To je samo izkušnja, ja, pa tudi tako čistojo, pa tudi mogoče otroci, ne vem, ali je razlika doživljanje smrti pri puncah ali pri fantih. Aha, pa dajmo še tukaj zraven še vprašanje virni, nevirni, recimo. Izvolite, Nada, recimo. Ja, pa še lahko tudi Metka, se mi zdi, da je fajn. Jaz bi rekla tako, da je tako bilo, da so tudi neverni kdaj bili jezni na Boga, ker so vzeli kot to nekaj, kar absolutno ni kazen, ampak sprejemanje, tako da zdaj tudi tu ni pravila, ampak dostikrat pa verni imajo ta občutek, da je Bog z njimi, da jih je z njimi in da mogoče jim je zaradi tega lažje tudi. Ne bi pa mogla trditi v svojih izkušnjah, da bi zdaj videla, da je velika razlika ali pa da nekako... Sem pa prepričana, da ima vsak svojo vero, vsak v nekaj upa, v nekaj verjame in da tisto, kar njemu pomaga, tista vera njegova, katerakoli je, da tista pomaga, če je res njegova. Važno je na tem moje in pristno, kar je. No, se smo zadnjič, ko je bil Martin Golob gost, smo ugotovili, da brezbožnika oziroma ateista ni, ne. Vsak človek v nekaj verjame, a ne. Zato smo pa tudi živi, a ne, bi rekel v tem smislu, ne. Matija, izvoli. Matija, dobro, pa Goran, daj ti. Še zadnje vprašanje, da se nadovežem na tole vaše za vero konkretno. Ali je to res, da recimo,
če pride do izpovedi pri župniku, da odhajajoče lažje zapusti ta svet in gre v drugi. A je to res ali ni? Jaz bi rekla, da ni važno, da je to župnik. Zelo pomembno pa je, da naredi osebno spoved. Pa kdorkoli je to, ali je to neka druga oseba, ali je to duhovnik, jaz ne bi, zdaj, da je ravno pač duhovnik tisti. Važno pa je, da lahko nekomu izpoveš svojo stisko ali pa svoje občutke o tem, kaj se ti zdi, da narobe. Spoved je važna, ampak da je važna, lažje pomaga in umirajočemu in potem tudi temu ostalim. Ampak kdorkoli je lahko prisotno. Gospa Metka, v spremljanju umirajočih v knjigi, ste napisali par primerov, kako so vam ljudje, te umirajoči namigovali, da se poslavljajo. A lahko malo poveste o teh stvarih? Ja, to lahko na zelo različne načine. Recimo, ne vem, imam to knjigi pisano ali ne, en je rekel, ja, tam je bil nekaj iz Šmarne gore doma, bil je november, tak zelo pust dan, pa tako. In rekel, veste kaj, zdaj bom šel pa domov, grem, kjer je sonce. Mate not, ja. Ja, mislim, tam je zelo ostal v spominu. Sej, veste, ne moreš dokazati, ampak jaz mislim, da je to že bilo to poslavljanje in da je on odhajal. In takih stvari je zelo velika, ne. Grem tja, kjer je lepo. In jaz mislim, da je to lepo te stvari poslušati, če tako. Tudi, čakaj, zdaj glih iščem. Viki, da je ti med tem postavil vprašanje, ko si se vrnil, jaz bom pa med tem našel tisto, kar sem hotel tukaj not v tej knjigi. Viki, izvoli. Ni? Matija? Jaz sem zdraven, zdaj se opravičujem, sem jih prej tabletov, zdaj pa sem bil še med predvana, pa tako. Ja, mene pa ena druga stvar v bistvu skrbi, no. Mislim, jaz sem 30 let, sem pa že od malega veliko razmišljal o tem, kaj v bistvu z mano po smrti, ne. Jaz sicer vera nisem in oziroma se nekako ne upam verjeti v neka nebesa, pa tu mene je nekako strah zmen te nevednosti, ker ne vem, ali je res to, da ne bom pol nič čutil več, ali bom mogoče zavedal vse drugih, pa ne bom od nič reči, ali bo to kakšno trpljenje, ali kako, zanima me malo, kako vi to gledate na to, no, ker obe v bistvu gospe me zanima, no, tako. Ja, zdaj, če jaz lahko rečem, zakaj se niste edini s tem strahom. In pogledajte, v življenju je toliko stvari, ki jih preprosto ne vemo. Ne vemo tudi zdaj, kaj se nam bo še vse v življenju dogodilo. Ne vemo niti to, če bomo današnji dan preživeli. In absolutno to, kako je v stranstvu, nihče od nas ne more zagotovosti reči. To, kar je samo upanje in vera, ki pa jo ne more nihče potrditi, ne. Mi lahko samo upamo. Ampak s tem moramo mi preprosto živeti, veste. V upanju, je pa tudi tako, da je človek kakšen po sebi mogoče bolj optimističen, kakšen pa bolj črnogleda, veste. Tako da, ja, je pa dobro o tem sigurno razmišljati, ampak ne vemo. Pa tudi v življenju ne vemo, kaj nas še čaka. Ja. Mislim, pač imaš neke plane v življenju, jaz sem pač človek, sem rad plan in česa nekako ne prepuščam na ključu, oziroma zelo mi je težko, če nečesa ne vem, ne, in pol v tem tudi tako razmišljam, tudi tako gledam na smrt, ne, zmeraj mi je bilo nekako tako, ne. Ja. Včasih se mi zdi, da je ena taka radovednost tudi dober način v življenju. Bi pa omenila ne to posmrtno življenje, ampak ta strah, marsikoga je strah, da bo umrl
oziroma da bojo vsi mislili, da je umrl, on pa bo še čutil bolečino ali karkoli. No, ja, se to, ja. Ja, imela sem enega gospoda, ki je bil grobar in ga je strašno skrbelo, da ga ne bi živega pokopali. Ni hotel biti kremiran, ampak v krsti. In pol sva se pogovarjala, kaj jaz pa lahko za vas naredim, zelo je odprto govoril, je rekel, jaz bi rad, da zdravnik točno naredi vse tisto, da bom res sigurno mrtev. No in pol sva se pogovarjala, sem rekla, ker je bil doma in smo vedeli, da bom lahko tudi jaz se oglasila, sem rekla, to vam lahko jaz zagotavljam, da bom zdravnika opozorila na to, da vas skrbi in da bo res pozorno naredil vse tisto, kar je. In je nekako tega gospoda pomirilo, za to. Tako da fajn je, da se poveste in da vse tisto, kar se pač da narediti, zato, če je to ta strah, da drugi ne bojo vedeli, da sem umrl, da vse tiste možnosti res preverimo oziroma prosimo nekoga, da se preveri. Hvala. Ja, pač to me zanima. Kaj pa s tem, ko pravijo, da človek, ko me 2 ure, potem še sliši? To je pa mogoče za Metko vprašanje. Ja. O sluhu bo Metka povedala, ja. Ja, čeprav je to spet nekaj, česar tudi ne vemo točno. Ja, veste, jaz tako pravim, v življenju je toliko enih skrivnosti, pa tudi, pogledajte, tudi zdravnik lahko marsikaj ve, ampak velike pa stvari se v življenju dogaja, tudi v medicini, ki jih nihče ne more naprej predvideti. In lahko, kako se sliši, jaz osebno ne vem. Jaz bom mogoče to takrat videla, ko bom sama umrla, pa bom videla, če kaj slišim. A lahko še jaz odgovorim, kaj pa se mi zdi pomembno. Sluh je res najdlje prisoten, kot druge stvari, druge možnosti v telesu počasi usihajo, sluh je prisoten, zato je pa pomembno, da ko smo ob umirajočem, da ob njem ne šepetamo ali pa ne govorimo stvari, ki jih nočemo, da on sliši, in govorimo stvari, ki jih hočemo, da jih on sliši. Čeprav se nam zdi, da mogoče ne. To se pravi, da se lahko opravičimo, oprostimo. Skratka, uredimo stvari, da povemo, kljub temu, da ni odziva več, ampak da verjamemo, da nas on sliši. Ob umirajočem je pomembno, kaj se pogovarjamo in kako, da ravno zaradi tega, ker vemo, da je sluh dolgo prisoten. Ampak, ko je človek še živ, potem pa jaz mislim, da če umre, če vse možnosti telesnega življenja se zaključijo, da se tudi sluh ne ohranja. To je moje mnenje. Sej, možgani, koliko časa, recimo, ko nimajo kisika ali prekrvavene, koliko časa je, gospa Metka, recimo, delujejo? Jaz sem zdaj tega ne bi vedela točno povedati, ampak je pa tako, veste, dan danes medicina samo ohranja, lahko ljudi zelo, zelo dolgo, praktično že mrtve, ker ti ga priklopiš na vse aparate, mu daš hrano v želodec in tako naprej. In to pa nekaj, česar si nihče od nas ne želi, Tako. In teh podatkov pa jaz se zdaj niti ne zanimam za nje, ker se mi zdi, da so nebistveni, vsaj zame osebno. No, vse to je res, eno zgodbo vam moram povedati. Zanj sem v Temni snovi, ki jo je napisala Mojca Kumrdej, prebral eno zgodbo, ko so presadili ledvice, in te ledvice se potem izpovedujejo, kam so jih presadili. Pač recimo ledvice enega intelektualca so dali v ledvice enega, kaj naj rečem, salonskega pando, prašička, doma bil, se potem ledvice. Pa me zanima, koliko pa recimo vpliva ta presaditev oziroma ta darovanje organov, če se še mogoče malo okrog tega rečemo, kaj besedo? Ja, jaz sem govorila z eno gospo, ki so ji presadili srce. In ona je čez nekaj časa začela pa o tem razmišljati, da pravzaprav ona ni več čisto, kar je bila,
ampak to šele čez nekaj časa. Čeprav po drugi strani bila vesela, da ji to srce pomagalo, a ne, da je lahko normalno živela. Lahko vpliva. Jaz mislim, da je to spet pri vsakem človeku malo drugače, ne. Pa hvaležnost, a ne. Ja. Tudi hvaležnost, ja. Ja. To je Toni, kaj je že bil dol z Metlike, a ne, ko je napisal ono pesem, Gašperič, ja, je napisal pesem onemu, ne, ki mu je daroval srce, ali kako je že, a ne, ta hvaležnost, a ne. Ja, zdaj z Metko Klevišar sem hotel govoriti še o nečem, a ne. Vse se pogovarjamo, zdaj, če ima kdo kakršnokoli vprašanje, tudi na kako drugo temo, brez problema, Viki, ko se boš vrnil, dej, ne, Goran Mečken. Gospa Metka je, ko je bila še čist pred študijom, a ne, so vam diagnostirali multiplex sklerozo, a ne, in zdaj vi pravzaprav praktično že vse življenje živite s to neozdravljivo boleznijo, a ne. In napisali ste tudi knjigo, ne, kako udomačiti bolezen, ne. To je, mislim, da enega 95. ali 90. leta. Zelo ena prvih knjig, ja. 90. leta ste šli in tudi recimo ti kasneje odslepeli, ne, mi imamo tudi te probleme tukaj, ne, imajo to težavo udomačiti to svojo bolezen oziroma stanje, a ne, pa me zanima, kako je bilo zdaj to pri vas? Prvič šok ob tem, ko so vam diagnosticirali, potem pa razmišljanje o tem, kakšna prihodnost me čaka, a ne? No, seveda. Poglejte, jaz sem bila takrat stara dobrih 19 let, a ne, v prvem letniku medicine in jaz moram reči, čist v prvem trenutku se niti zavedla nisem vsega. In to je čist dobro, ne, počas. In počas seveda te potem ubidejo, kaj vse se lahko bo to zelo hudo. To je bil en scenarij, drug scenarij, pa da mogoče ne bo tako hudo, ne. Vse to te preveva. Ampak je pa tako, veste, to počem človek počas udomačuje. To pa prihaja iz Malega princa, a ne. Lisica, Mali princ je rekel, ja, bi se mi dva igrali. Rekla lisica ne, zato ker nisi udomačen. No, potem pa rekel Mali princ, kaj pomeni udomačiti nekoga. In prav lisica, udomačiti pomeni ustvarjati vezi. In ko bojo te vezi ustvarjene, boš ti zame potreben in boš ti zame edini in tudi obratno in to je potreben. In veste, to je tisto, ne, da človek počas, to sem jaz pa za svojo bolezen ugotovila, kaj to pomeni udomačiti bolezen. Da jaz s to boleznijo sem to, kar sem. Da jaz brez te bolezni ne bi bila to, kar sem. Ampak saj to je težko zdaj reči, ker bolezen ni enostavna stvar. Tudi slepota ni enostavna stvar. Karkoli ti fali, ni enostavna, ne. Ampak v bistvu je pa tudi vi, ki ne vidite, ste s tem to, kar ste. In tako tudi z eno boleznijo si to, kar si, čeprav marsikaj ni tako prijeten, ampak to je del mene. In to je to, kar pomeni udomačiti nekaj. Če ne bi bilo treba tega udomačevati, bi bilo seveda veliko lažje. Če bi mene vprašal, a hočeš to bolezen, bi rekla absolutno ne. Ampak ko pa je, pa ne moš izbirati. Se pravi... Jaz pa Latka, lahko je še nekaj dodam, a ne? Izvoli, Latka. Ker ste načeli bolezen, jaz sem tudi kasneje oslepela, a ne? Pa vid še vedno občasno pogrešam, pa povezujem tako s smrtjo, z radovednostjo, pa si rečem, saj, kaj bi se pa bala, mogoče boš pa potem celo spregledala, saj ne veš, kaj te čaka. Gospa Nada kima. Ja, super filozofija, bravo. Nekako tako se mi zdi, da to so zgodbe, ki nam vsem dajo zgled in kako je treba pristopiti, ne. Je težko, najbrž da ste prišli do tega spoznanja, ne? Da ste šli skozi marsikaj in hvala vam za to dragocenost. Ja, prosim, potem pa še od nekoga misel bom povedala, ko smo prej imeli žalovanje, pa prav tako, ko se bolj filozofsko pač poglavlja v te zadeve, pa prav se mogoče pa
so vsi žalostni, samo tisti, ki je v krsti, je pa vesel in nasmejan. Ja, to pa mislim, da bi pa lahko rekli, da je res, ne. Saj jaz vidim dobro, pri moji tašči se mi je zdelo, da je tako mirno umrla, toplo, spravljena sama, pravzaprav, da je to res, kar si rekla, Latka, ne? Ja. Ne? In zelo, če lahko dodam, tako dragoceno se mi zdi, da znamo mi o minljivosti, o smrti, o tem tudi se pohecati, a ne, ker s tem v bistvu mi tudi razbremenimo ta občutek, ne. Prvič je hec, drugič je pa radovednost, a ne, tudi. Vsi bojo bolečine pa to, ampak mogoče pa na koncu neki lep da, ne, pri pričakovanju. Tako. Goran, gospa Metka je še hotela nekaj reči, ne? Ja, veste kaj, prej ste vi rekel, a ne, to o hvaležnosti. Jaz mislim, da je ena najbolj bistvenih stvari to, da znamo biti hvaležni. Tudi v žalovanju, a ne. Če si ti, vse je hudo, če ti nekdo umre, res hudo. Samo po drugi strani, če znaš ti biti hvaležen za to, da je ta človek bil, za čas, ko smo ga skupaj preživeli. In je potem to čisto drugače, če znaš biti hvaležen. In tudi v vseh drugih situacijah, meni se zdi hvaležnost ena zelo bistvenih stvari. In hvaležni, da smo hvaležni za vse tisto, kar pa še lahko naredimo, čeprav mogoče marsičesa ne moramo. Goran, izvoli. Ja, jaz bi še vprašal eno vprašanje. Ali ste imeli kakšno izkušnjo, recimo, da umirajoči dobi pri odhodu iz tega sveta nekakšno vizijo oziroma moč, da začne govoriti za svojimi predki, recimo umrli, mamo, dedkom, očetom, iz drugega sveta, pa pove, da jih že čaka, da komaj jih pričakuje, da pride k njej in tako naprej. Mi jih ne vidimo, ona jih pa vidi, ta oseba, ki umira. Da mogoče si ti gemira. Ja, to je ravno, ko smo govorili o teh sporočilih, da človek umira, ne. To je dostikrat eno sporočilo, da nam da vedeti, da nekako se človek poslavlja. In zdaj, marsikdo govori, da je v sanjah, da je videl koga, da ga je prišel povabiti, ali tako. Ti občutki so bili spregovorjeni in jaz bi rekla, da je to nekaj res, ko nam pove, da se človek pripravlja na smrt. Hvala. Ja, zdaj me je malo telefon zmedel, sem ga mogel ugasniti. Kaj sem hotel vprašati, šole še zmeri iščem odlomek, eni berejo, zdaj ne najdem ta odlomek, ko sem hotel gospo Metko vprašati, ampak eni najdejo v literaturi, v knjigi, ki jo berejo pred smrtjo, najdejo pravzaprav eno odgovor, ko se poslavljajo, ne, se boji in potem kaže neke odlomke. Vem, da je rekel nekdo, da a ste že prebrali to knjigo oziroma to zadevo? To sem si pisala, kam je en bolnik da eno knjigo za prebrati, ne? Tako, ja. Ja, in tega je veliko, veste. Človek nikoli ne ve, kaj ti lahko ena stvar, ki jo bereš, pove. In je vprašanje, če drugemu tudi to pove. Je prav, da se tudi opozarjamo na to. In mene ta čas se točno ne spomnim, kako je to bilo, ampak vem, imam pa tega človeka pred očmi, ko se spomnim, da mi je dal to knjigo. In tako, veste, se mi drug od drugega tudi veliko učimo. Kaj pomeni, ko ti nekdo da to knjigo, ko ti nekdo to pove. In to so neverjetne stvari, ko se učiš od ljudi. Dobro, kaj sem hotel reči. Dobro, vi ste potem te bolnike spremljali tam na onkologiji, ne, in v bistvu ste pravzaprav ugotavljali, da pravzaprav ste mi rekli, jaz vas bom spremljala do konca. Ja. Da vas ne bo bolelo, da bomo vse naredili za to, da bo pa, ne. Čeprav moram to reči, da tisto resnično spremljanje so družinski zdravniki delali, ne? Ker jaz sem k meni prihajal na kontrolo
Je pa tako, da k meni veliko ljudi prihajajo, tudi svojci, ker smo se pa zelo veliko o tem pogovarjali, tudi kako narediti načrt, kako je z boleznijo. In večina bolnikov je umrla od takrat. Ampak še zdaj so pa mnoge žene teh bolnikov ali otroci teh bolnikov, ki rečejo, takrat smo vas srečali, smo se pogovarjali in to mi je veliko pomenilo. Tako da to so stvari, ki so pomembne. Še ena zadeva sem vas hotel vprašati. Vi ste šli, leta 1994 ste se upokojili, a ne? Zdaj, tista medijska slava, ki ste bili približno takrat okrog tega hospica in te stvari, se je malo umirila verjetno, a ne? Še zmeraj vas nadlegujemo na to temo, kar se opravičujem. Šli ste v dom, ne? A se v redu počutite v domu? Torej, jaz sem v domu od zdaj 10. leta. Sem šla skupaj z eno kolegico tudi, ne? Tako da mi dve sva rekla, dovolj zgodaj morava iti. Je škoda, da ta gospa Julka Žagar ni z nami, da bi še ona kaj povedala. Ja, ona bi pa zdaj iz večnosti lahko povedala. Večnosti, ona je z nami, v srcu je z nami. A res, nisem vedel. Ker ona je letos umrla, ne? To pa nisem vedel. Dve sta se odločili, ona je bila družinska zdravnica in ona je tu zelo veliko sodelovala. Jaz brez Julke bi težko, ker bi se potovali po celi Sloveniji, a ne, o tem govorila pa tako. In Julka je imela avto, je rada vozila in je bilo zelo veliko lepega doživela. No in ja, to se pravi, takrat leta 1994 sem se upokojila in potem je zame takrat postalo zelo, zelo rodovitno obdobje, tudi ker takrat se je pa začelo tole s hospicem tudi in sva z Julko po celi Sloveniji hodila in tako da se skozi nekaj dogaja. Tukaj v domu je pa tudi fajn, mi dve sta pa še dovolj zgodaj, da si urediva vse stvari in tukaj imamo pa zdaj že 10. leto pogovore o življenju in smrti. In to se mi zdi fajn, to približno tako kot zdaj, zdaj je tako kot zdaj, ker od začetka smo imeli to v živo in so ljudje prihajali, potem je pa korona prišla in smo rekli, bomo pa imeli to po spletu. In po spletu je pa zato boljš, ker so ljudje lahko iz cele Slovenije. In so res neverjetne stvari, tudi se pogovarjamo. Zelo dragoceno. Mnogi se pa tega naslova bojijo, ker pogovori o življenju in smrti, ker smrti ne bi smeli slišati. Ampak mnogi se pa ne bojijo. In se pravi, vi ste šli v dom zato, ker ste ugotovili, da je fajn, da si pripravite en teren, da si naredite nov dom, ne? Ja, poglejte, tudi jaz sem vedela, da bo moja... Ker v bistvu, se opravičujem, ker v bistvu problem pri ljudeh je v tem, ko grejo enkrat v dom, ne, grejo z nevoljo. Zelo malo, jaz poznam samo eno osebo, ki je naredila to, kar vi, da je šla v dom in da je zdaj strašno zadovoljna. Vsi ostali se pa branijo, ne, tega. No, zdaj pa je zadovoljna, ne. Ja. Poglejte, jaz sem vedela, da moja multipla skleroza ne bo izginila, ampak da bo vedno težja, ne. Tudi, redno uporabljam seveda voziček. In Julka pa v zadnjem času, torej Julka je bila, se odličen držala, Julka bi bila stara 88 let, decembra. In je umrla 4 mesece pred tem. In Julka je bila praktično zdrava, ampak v zadnjem času je bila pa vedno slabša in se je pa izkazalo, da je to rak na trebušni slinavki, ki ga je bilo treba punktirati, ker se je voda v trebuhu nabirala. In to so tukaj v domu lepo naredili. Zdravnik, naš domski zdravnik je punktiral, ni bilo treba nikamor hoditi. Tako da Julka je po svoje tudi lepo umrla, tako kot si je vedno želela, doma v svoji posli in do konca je skrbila zase. Tako da, ja. Se pravi, dajmo razmišljati, čim prej iti v dom. Recimo, no, mislim. Problem je v tem, dva problema sta tukaj. Prvič je problem prostor, drugič je problem, kako ljudje finančno čas. Ja, ni tako enostavno. Ja, Brane, izvoli. Mogoče, gospa Kevišajeva, eno zadevco, ko vas bom morda zanimala, vi ste začeli delati na onkološke naključjih, ne? Moja hči pa zdaj zdravnica na onkološkem, ravno na naključjih dela.
Ampak to sem v bistvu omenil bolj zaradi tega, Dušan, ko si ti od začetka že vprašal, kako zdravnica gleda na te mnoge smrti pri svojem delu. Pri naši hčeri smo opazili, da je to izredno spremenilo njene življenjske vrednote. Ki so se uskladile s njenim delom za večjim razumevanjem, sprijemanjem vsega tega, tako da je to jo osebnostno dozorelo. Ja, no vse, to res razumem. Je pa tako, veste, jaz moram reči, da sem jaz veliko tega se naučila doma v svoji družini. In moja mama je bila hudo bolna in ko smo bili dve sestro stare, kakšnih, ona je malo mlajša od mene, 12 let, naj jo je zdravnica poklicala k sebi, rekla, se morate dobro naučiti kuhati, pa gospodinji, ker bo mama kmalu umrla. Mama sploh ni tako kmalu umrla, ampak še lepo sem res nekaj čez 30 let stara, ampak mi smo s tem živeli, mi smo se o tem pogovarjali in zato bi meni mogoče vsem lažje, mi smo se vsem odkriti pogovarjali tudi o tem, potem začeti delati tam. Jaz moram reči, da jaz bi si zdaj ne znala predstavljati pogrešati to delo na onkološkem, čeprav je pa res, da nekaj vaša hči zdaj doživlja, je drugače, kot študent medicine pričakuješ. Zdaj odvisno od tega, na katerem oddelku je, ponekod je tega več, ponekod pa manj. Ampak bo to, počasi bo to se uredilo. Zdaj smo obdelali, ko se pogovarjamo o umirajočih, ampak tukaj umirajoči pravzaprav večji problem kot umirajoči so pa svojci. To se mi zdi pa, ko se jaz gledam, kako sva to midva z ženo, predvsem žena, ki je za svojo mamo skrbela, mislim, to je grozljivo, kako dejansko sredi noči vstajati, plenice menjavati, to človeka psihično izčrpa. Kako pa z svojci delate, kako svojce učite? Ker hospic je, koliko, 27 hospicov je, če sem prav videl, ali 12? 12, ja. Ja, v 12 območjih hospicev in oni imajo, ne vem, čez 300. Ja, samo malo. Ni rečen, da bo tale smrt, ni rečen, ker v prihodnosti izpred vseh naših katoliških ver je soden dan. In soden dan je smrti konec, smrti ni več. To je Bog tudi rekel. Enkrat, en dan bo soden dan. In ta soden dan ne ve noben človek, tudi zdravniki ne vejo, nobeden. To vem, da bo enkrat prišel ta dan, soden dan, in bo zemlje ne bo več, in bo samo nebo in nebesa. In to bo soden dan, bomo šli vsi v nebesa. Nobene smrti ne bo več. Nobene nula. V redu, Bojan, hvala. Svetopisma, ne? Ja, hočem reči, kako se dela z svojci, kako svojce razbremeniti, ker da imate okrog, ne vem, če sem prav statistiko videl, okrog 1300, 1500, ne vem, ljudi je, kako ogromno, in enostavno ne pride zraven, Gospa Nada, mogoče, vi, ko ste praktik. Ja, govorite o prostovoljcih, Ja, o prostovoljcih, pa predvsem pa recimo o svojcih tudi, kako svojce, imate en projekt IMRO, ali kako se imenuje, ko je tudi za svojce neki. Ja, to so že trendi, ko so že po moji redni zaposlitvi. Aha, v redu. Tako da tukaj vam ne bi mogla dajati relevantnih podatkov, ampak nasplošno pa bi povedala o tem, da je kljub temu, da vemo, da je toliko potreb pri svojcih, da ni tako zelo običajno, da so se obrnili na nas, ravno iz tega strahu, zdaj pa bomo priklicali smrt, ko priznamo, da rabimo pomoč. Marsikaj je še tudi pri svojcih ta dilema, ali bomo, zdaj pa bojo stopili v naš prostor, pa bojo videli, kako imamo, pa veliko je ovir tudi pri svojcih, da se ne odločijo, ali da nimajo poguma, da povabijo v prostor in zaposlene, tiste, ki smo bili zaposleni, in prostovoljce. Tako da kljub možnostim ni zdaj, mislim, ne posega se toliko, kot bi se lahko. Ampak to ravno, ko ste rekel, prostovoljci tisti, ki pride lahko
se dogovorijo za čas, ko je, da se lahko svojci potem spočijejo ali pa opravijo tista svoja opravila. Mi nočnega takrat še redko kdaj, ampak izjemoma smo tudi po noči spremljali, sicer pa ne, ker vemo, pa noč pa je seveda posebna. Ampak pomembno pa je, da svojec ve, kaj približno načrt, kaj ga čaka, če tako reč, čim se bo srečal, kaj je tisto, kar ga lahko skrbi, na kaj se mora odzvati, kako, kaj naredi. Marsikdo še nikoli ni plenice menjal, pa ne ve, kako temu pristopiti. In zato recimo je tudi patronažna služba pomaga in še druge, tako da te fizične stvari naučijo. Drugo pa je mogoče bolj težko, je pa ta psihična obremenitev, ta strah, a bomo naredili vse prav, a bomo lajšali lahko, ali bomo prišli do zdravnika, ne? In to, kaj se dogaja, a je to normalno, ali pa moramo klicati zdravnika ali karkoli, ne? Tako da zelo pomembno je, da imajo svojci podporo, da vejo, kaj se dogaja in da lahko takoj imajo nek kontakt. Mi smo bili telefonsko povezani 24 ur na dan. Tako da in tudi paliativa v Ljubljani in onkologija, moram reči, da so same pohvale, večino, no, ne bom rekla, ampak zelo pohvalno, recimo protibolečinska ambulanta v Ljubljani, lahko pokličete na številko, lahko se posvetujete in to se mi zdi, to so tiste podpore, da svojec ve, kaj narediti, kaj je naslednji korak, s čim se bo srečal in da ima nekoga, s kom se posvetuje in ki mu bo pomagal. In zato se mi zdi tudi zelo pomembno je, da zdravnik, da imamo stik z osebnim družinskim zdravnikom, ki pove, ki lahko takoj se odzove in ki pove, kaj je normalno v procesu umiranja, ne, ker drugače so stvari pred tem, ko nastopi umiranje, kaj je normalno, s čim se srečamo in da ne peljemo takoj oziroma ne peljajo takoj na urgenco, ko so kakšne stvari, ki so pač normalne v procesu umiranja. Tako da svojci absolutno, po mojem mnenju, rabijo nekoga, ki jih vodi. In zato smo mi rekli, da smo spremljevalci, ne moramo nadomestiti nobenega, svojci niso nadomestljivi, ker gre za ta odnos, ki ga svojec prinese do svojega dragega, ampak fizično je pa pomembno, da smo poskušali razbremenjevati svojce. No, tukaj sem zdaj najdel tole statistiko, 1389 uporabnikov v letu 2021, 541 moških, 848 ženskih uporabnikov, pa 91 prostovoljcev. Tu prostovoljci zgorevajo. Ne, samo, veste, uporabniki so bolniki, svojci, žalujoči otroci. Pod uporabnike se šteje širše, ne samo težko bolni in umirajoči. Tako je prikazano, tak izraz je pač uporabniki, vsi, ki te storitve, ki jih ponuja hospic, dobijo. Tako da po izkušnjah, mi smo imeli čez 20 prostovoljcev, ampak niso bili vsi vključeni, ker enostavno niso težko, Slovenci tudi težko spustimo nekoga v svoj prostor. Ja, marsikaj je tako. Je pa na voljo dobro, mislim, tudi druge službe, ki pomagajo, predvsem pri tej fizični oskrbi, če lahko rečem, pomoč na domu je, patronažna služba je, zdaj drugač pač ne poznam mogoče še karkoli drugega. V redu. Jaz sem izčrpal zadevo, vse smo že 1 uro pa 40 minut smo že skupaj, tako da smo se veliko pogovarjali. A še ima kdo kakšno vprašanje, kakšno izkušnjo za povedati? Izvoli, Joža. Sicer nimam vprašanja, ampak bi rad povedal eno stvar. V naši vasi je enkrat eden umiral in je želel imeti zraven sebe samo ženo, tako da otrok, ne da bi jih sovražil, ampak ni rad videl, da bi otroci bili takrat, ki je on umiral, ampak je hotel samo ženo imeti zraven sebe.
To je ono, kar smo se pogovarjali, evo Irena, takoj ti dam besedo. To je tisto, kar smo se že pogovarjali, da enostavno skrivajo, pred otroki, ki skrivajo smrt, ne? Ne vem, gospa Metka. Ja, zdaj ravno vem, nekdo smo tukaj. Ja, jaz mislim, da je treba tukaj računati, vse je možno. Lahko nekdo ne želi drugega, ne vemo zakaj, ali to je njegova odločitev. In veste kaj, to, jaz mislim, ta današnja tema je tema, ki je brez konca. In mi bi se lahko pogovarjali še in še z vsemi možnimi primeri, zdaj, če bi vsak od vas pripovedoval kakšne izkušnje ali pa kaj je doživljal, pa to bi bilo zelo zanimivo, ampak jaz mislim, da jaz bi tako predlagala, da bomo še kdaj to narediti. Ja, z veseljem. Meni je z veseljem z vama klepetati, tako da Irena pa Goran bi še imela vprašanje, pa bomo pa končali, da vas ne bomo preveč utrujali. Tako da izvoli, Irena. Jaz bi rada samo rekla, vem, vse super in prav, lepo, da govorimo o ljudeh, ampak jaz bi pa rada rekla tudi, da tudi ko se poslovimo od ljubljenja živali, predvsem od psa recimo, je to tudi lahko zelo hudo žalovanje in zelo hud občutek bolečine. Res je, tukaj not v tej knjigi ima gospa Metka ima tudi opis, kako se je en otrok ulegel poleg psa, oziroma pač je potem začel razmišljati o smrti, ko mu je pes umrl. Tako da to, Irena, imaš prav, ja. Ne samo otroci, za starejše osebe so živali zelo, zelo pomembne in je zelo pogosto tudi prav, da odžalujejo, ko se živali poslovijo. No, super. Zadovoljna, Irena? Goran, povej še. Jaz bi še za gospod Metko eno vprašanje. Ali si kdaj srečala z paranormalnimi izkušnjami, konkretno, ko človek odide, pa da je doživela paranormalno izkušnjo? Jaz moram reči, da nisem. Vse, kar sem doživela, se mi zdi kar normalno. Rede, hvala. Zdaj, v principu je vse normalno, ko pravzaprav ne vemo, kaj je tisto. Kaj je pa, ja. Ja, ne? Tako kot vi pravite, pač smrt je nekaj normalno stanje, je zelo individualno, težko opisljivo, tako da upamo, da bo kdo prišel kdaj nazaj, da nam bom povedal, obstaja tista luč, tista vrata. Ja, ali bomo mi, kam bomo prišli in kam bomo šli. Skratka, jaz upam, gospa Metka in Nada, da ste bile zadovoljne z današnjim pogovorom, da se še pa vsekakor bomo še dobili kaj na to temo in vam pa Brane še bo nekaj povedal. Brane, izvoli. Ok, no da bomo z dobro voljo tudi končali, Preko smo govorili o presaditvi delov človeškega telesa. Pri meni je bilo nekaj časa razmišljanje, da bi presadili roženico, potem ni prišlo do tega, mislim, da je bilo fajn, če bi dobil roženico kakšne mlade punce. Žena se pa oglasila, rekla, ne, ona pa proti temu, ki potem bi se rad oziral za mladimi fanti. V redu. Ok, bomo pa kdaj tudi na to temo še kako rekli. Skratka, hvala vsem vam, da ste prišli. Bilo nas je, 26, 27 nas je bilo celo. Ne, največ je bilo 28. No, seveda nisem pa tukaj upošteval Valterja pa še Marijo, in tamle pri Branetu sta bila še Anja pa Zvonka, skratka, bilo nas je čez 30, ker mislim, da smo bili ena fajna družba in vsem se zahvaljujem, da ste prišli in vidimo se naslednji teden, ko bomo imeli z Gorenjskim muzejem, se bomo malo pogovarjali o Prešernu in o praznovanju, tako da bo malo bolj kulturniško, Skratka, hvala vam, lep pozdrav vsem skupaj, lep vikend, lepo leto vam želim, tako da, kaj ne rečem, vidimo se.